Dober dan. Evo, končno sem najdel caj, da naredim nov Q&A. Mislim, da je to četrti Q&A. Imam 4 ali 5, 1, 2, 3, 4, 5 ful fajnih vprašanj, ki se tudi pogosto pojavljajo ne samo na Instagramu, ampak tudi moje stranke me sprašujejo, pač med treningi pa to pač so taka splošna vprašanja. Družbo mi delata tudi moja dva avokada, največja. Zunaj je malo premrzlo, zato da sem jih mogel notri dati, da danes bo fajn tudi energija. Pa bulletproof kavo sem si naredil, tako da bom zdaj na hitrico pojel še recept za mojo bulletproof kavo, ki pomaga dvigniti malo kognitivne sposobnosti. Vsaj pri sebi sem opazil, da se, vsaj koncentracija se mi zviša, če že nekaj druga. Je pa iz kavo uporabljam, za bulletproof kavo uporabljam perujsko kavo. To ni sponzor, ampak je sam pač kava, ko jo lahko dobiš, ne vem, v trgovini, jaz sem jo vzel v Šparo. To je kava. Zeleni čaj uporabljam od čajnice čaj in je gunpowder, zaradi tega, ker da ima veliko količino teina, ki ti pomaga, da si bolj tak umerjena energija, ne vem, umerjeno energijo, skratka, energijo imaš pa lahko analitično razmišljaš, nisi kar tak raztrešen po vseh idejah. To je, sicer tule ni gunpowder, ampak je silver pearls, to je pa beli čaj, ki je pa moj najljubši čaj od belih čajev, od čajnice čaj. Gunpowder pa ne vem, kje imam, teda ga nisem mogel pokazati. V glavnem, se pravi, kava, čaj gunpowder, lahko je sicer kjerkoli drug zeleni čaj, ampak jaz uporabljam gunpowder. Pol imam pa kokosovo maslo, ghee, pa čist malo navadnega masla, pa zraven dodam še CBD. CBD tudi nimam sponzorsko, ampak imam od enega prijatelja, ko mi ga pač rihta, če kdo rabi za CBD, če ga zanima, kje ga lahko dobi, ne me kontaktira, pa bom povedal. Se pravi, CBD je še ena sestavina, to je pa v bistvu to, pa še ena sestavina, ko pa je pa od enega mojega sponzorja, je pa resasti bradovec, se tule vredi vidi, resasti bradovec, je pa v bistvu malo pomaga pri ožiganju živčnih povezav, no. Bolj ko ne ščiti milinske vojnice, ampak sprošča tudi BDNF, je v bistvu Brain Derived Nootropic Factor, je pa v bistvu, kaj je to, tako da bi rekel rastni hormon za možganske celice, no. To je po raziskavah, se pravi to. Tretji sponzor, ko ga pa lahko omenim, je pa magnezijevo olje, sicer si nisem magnezija dal v bulletproof kavo, ampak to je tretji sponzor. Bom še pa itak na koncu povedal pa kodo za popust pa vse. Se pravi, en hiter recept za bulletproof kavo za kognitivne sposobnosti. Resasti bradovec, CBD, kokosovo olje, ghee, navadno maslo, pa kava, perujska je meni najbolj všeč zaradi okusa, pa zeleni čaj. Pa to vse daš v blender, pa zmleješ in se naredi taka fajn, taka kremna kava. V bistvu je to, no. Ok, zdaj pa bom nehal nakladati, gremo pa na prvo vprašanje. Prvo vprašanje je, kdaj v dnevu je najbolj pametno jesti sadje? Ja, to je zdaj tako splošno vprašanje, ko ga velikokrat dobim od strank, a pa me tudi, ne vem, če me kdo tako, da me pozna, me vpraša, kdaj bi bilo najbolj pametno jesti sadje, a je res, da je panika, če jem sadje zvečer za večerjo namesto zjutraj. Zdaj načeloma je tako, če ti zadostiš svojim energijskim potrebam, se nimaš bati, da bi z sadjem, ne vem, povečal maščobno maso, ali pa da bi karkoli narobe naredil. Druga stvar je, da je po mojem mnenju sadje še vedno nujno, da si ga damo v prehrambeni režim. Na dan je fajn jesti enkrat minimalno do dvakrat, je super, če je več ni treba, ker lahko v dveh obrokih čisto zadostimo tistim vitaminom pa mineralom, kar rabimo. Zdaj, nekateri, na primer športniki, lahko še malo več sadja, zaradi tega, ker fruktoza se tudi absorbira v glikogen, ker ima en drug transporter in lahko ti v bistvu glikogen malo bolj nafilaš, če dodaš nek, ne vem, maltodekstrin v kombinaciji s fruktozo, ker se skozi dva receptorja fila pol glikogen in načeloma vsaj raziskave te kažejo, se malo hitreje oziroma malo več se ti glikogena fila v istem cajtu, če gre skozi oba receptorja. Če je pa dodan še galaktoza, na primer iz mleka, je pa v bistvu še tretji cuker, ko pa tudi, ampak zdaj za galaktozo načeloma niti ni tek. Ja, tako da to, v bistvu, nujno je, da ješ sadje, pa če zadostiš kalorijskim potrebam, ni zdaj nobene panike, kdaj ješ sadje. Zdaj pa, če pa gremo mi komplicirati, pa da bi šli kdaj je najbolj optimalno je sadje. Je pa po mojem mnenju sta to dva obroka. In sicer zajtrk,
ali pa v mojem primeru obrok pred treningom. Zdaj jaz imam ful probleme, jaz lahko na dan pojem 5000 kalorij razporejenih v od 5 do 9 obrokov ali pa v 3 obrokih. Samo me pa matra pred treningom, se mi hrana hitro ne glih zaleži, ampak ne vem, 1,5 ura minimalno prej moram jesti. Če karkoli pojem pred treningom, ne vem, v roku 1 ure ali pa pol urah mi se spahuje, pač. Ni važno, je to 500 oreščkov, je to pol kile mesa ali karkoli, v glavnem spahuje se mi. In sem pol začel delati tako, da sem pojel, ne vem, eno grnilko, eno banano pa 500 oreščkov, 1 uro pa pol pred treningom in imaš v bistvu fruktoza, ko se mogoče malo bolj počasi sprošča, ko ne vem, nek maltodekstrina ali pa neki, plus tega, da daš oreščke, ko imajo vlaknine pa maščobe, kar še malo počasneje prebavo. In mi je bilo glih fajn, 1 uro pa pol prej se mi je malo sedlo, potem sem šel pa na trening, pa sem lahko naredil trening brez problema, ni važno, je bila tabata ali je bil trening za moč. Je pa res, da moraš imeti tudi drugo porihtano okoli dneva, ampak meni je to delovalo. Se pravi, obrok pred treningom. Zdaj pa, zakaj pa zajtrk? Zajtrk je pa v bistvu fora, da mi ko gremo zvečer spat, mi se uležemo, mišice ne delajo nič, celo noč ležimo. Ampak še vseeno rabi pa telo, oziroma predvsem možgani ali pa imunski sistem, da lahko neka določena popravila naredi v telesu, rabi malo glukoze. Pač itak se vse pretvori na koncu v glukozo in to lahko telo uporabi, tudi fruktoza. In ker ne uporablja mišičnega glikogena, ki ga spol spremenil v glukozo, zaradi tega, ker smo itak na mero, uporablja jetrni glikogen. In v jetrih se pa fruktoza shranjuje. Skoraj nikjer drugje, malo se v mišicah lahko shrani, ampak bolj ko ne se shranjuje v jetrih. In mi porabljamo, če imamo pa že mogoče malo spraznjenega, prej da gremo spat, pa celo porabimo jetrni glikogen. Zdaj, jetrni glikogen ima kapaciteto tam od 80 gramov, lahko shranimo v jetrih, pa tam do 120. Je odvisno od genetike, pa malo od športa, pa malo od velikosti, pač načeloma malo varira od ljudi do ljudi, ampak od 80 do 120 gramov jetrnega glikogena lahko mi shranimo, ki prihaja iz fruktoze. Se pravi, če bomo pojedli 100 gramov fruktoze pri povprečnemu človeku na dan, pa tudi če ne dela nič, se ne bo zdaj zredil pa dobil maščobe, če je zadosti kalorijskim potrebam. Ok, zdaj pa grem nazaj, zakaj na zajtrk? Glih zaradi tega. Po noči se ti sprazni jetrni glikogen in zdaj, če se ti bojiš, da boš pa, ne vem, se zredil, ko boš sadje jedel, dej si ga zjutraj zraven jajc, ne vem, kar pač ima zraven grškega jogurta, pa imaš sadje kot sladico in s tem nafilaš jetrni glikogen, boš imel energijo za možganik, ko se bo pol jetrni glikogen oziroma fruktoza spremenil v glukozo. To je pa to. Drugač pa, kako se pa pretvarja, načeloma je pri fruktozi tak, vsa zaužita glukoza gre skozi jetra in jetrajo 1% zaužite fruktoze se shranijo maščobe. Vse se shranijo maščobe. Beljakovine se na koncu shranijo, maščobe se na koncu shranijo, pa ogljikovi hidrati se na koncu shranijo. Ampak, ko se vsi bojijo, pa mislim, sem že zasledil določena prepričanja, da pač fruktoza res sredi, pa da se takoj zrediš, pa da gre takoj v špeh. Ne, ni res. 1% fruktoze se direktno spremeni v špeh. Druga fruktoza, 99%, se pa porabi za jetrni glikogen, da gre direkt v krvni obtok, pa se uporablja za energijo, določena količina se pa pretvori tudi v laktat, laktat pa lahko dejansko določene stvari porabljajo za energijo. Mišice določene pa tudi možgani lahko uporabljajo laktat za energijo. Tako da glede fruktoze se ni nič zabat, ne boš se zredil oziroma zredila, če boš jedel zdaj sadje, priporočam ga minimalno enkrat na dan do 2krat na dan, je optimalno, pa če vsak dan zadaneš 2krat, se nimaš česa bati. Ti sam glej, kakva je tvoja aktivnost, kako toleriraš določeno sadje oziroma nasploh sadje, fruktozo, pa kako imaš ti treninge oziroma kako se ti čez dan razporedi, da lahko ti sadje vključiš not. Teda, to je to, sem še kaj druga napisal. Ne. Pa edino, če še koga zanima, če je bolj geek, sladkorji grejo skozi 4 glavne procese prebave v telesu. Ko ti zaužiješ sladkor, gre skozi določene stvari, naprimer inzulin se sprosti, fosforfruktokinaza se vklopi, pa pol še drugi mehanizmi, zato da lahko ti prebaviš cuker, pa da se ne shrani, ampak da gre dejansko v porabo za energijo, za določene aktivnosti. Fruktoza je pa sladkor, ki v bistvu preskoči proces in ne dvigne, ampak ne dvigne toliko inzulina. Tam lahko začne biti problem v fruktozi pri določenih ljudeh, oziroma če ne poskrbiš, da je res pač energijska vrednost poskrbljena. Preskoči proces fosforfruktokinazo. Zato pol ni tudi takega inzulinskega odziva. Mogoče, sam ne vem, niti se ne to ljudje neki ful bojijo, ko večina tek načeloma ne vem mehanizmov. Ampak ja,
Fruktoza je malo bolj poseben cukor, ker preskoči fosfor-fruktokinazo. Sam to je razlika. Drugače pa gre skozi vse 3 druge procese isto, kot pa vsak cukor. Tako da ni zdaj fruktoza pa da je, ne vem, povzroča ne vem kakšne maščobne obloge pa to. Teda ja, zajtrk pa pred treningom je po moje ne bolj optimalno, je pa čisto kot tebi paše. Naprimer sadje so tudi višnje in jaz višnje svojim strankam velikokrat priporočam, naprimer še predvsem športnikom, višnje oziroma višnjev sok priporočam pred spanjem, za zadnji obrok zraven večerje, da imaš kot sladico ali pa karkoli, ne vem, kazein z višnjami je tak višnja, vanilja, sladoled, lahko si daš, ne vem, ena gospa mi je rekla, da si dal v Cezarjevo solato, ko ima za večerjo, si da višnje zraven, zato ko ji paše, da je tako malo kislasto. Čisto odvisno, kaj si narediš, v glavnem kot sladica, ker vsebujejo citokine, ki pa pol malo povišajo cikel spanca, pa znižajo cikel budnosti. Se pravi, ti globok spanc pa REM spanc malo povečajo višnje oziroma višnjev sok. Teda le, tudi za večerjo dam. Sam pač važno je, da ti zadostiš kalorijam. To je glavna stvar. Teda ja, mislim, da sem kar fajn raztegnil za to vprašanje. Drugo vprašanje. LP, sem Tomaž. Zanima me, kako sestaviti jedilnik, da bo vseboval kislo-bazično ravnovesje. Hvala lepa. Zdaj je tako. Kislo-bazično ravnovesje. Za kislo-bazično ravnovesje poskrbiš že sam s tem, ko si daš v prehrano raznolik jedilnik. Da vsebuje meso, da vsebuje zelenjavo, da vsebuje sadje, tudi mlečne izdelke, da podpreš določene hormonalne poti v telesu, da podpreš jetra z prehrano, ko so v bistvu organ za pucanje telesa potek. Se pravi, za kislo-bazično ravnovesje poskrbiš s tem, ko imaš urejen prehrambeni režim. To je glavna stvar. Zdaj pa druga stvar je, jaz ful opažam. Velikokrat sem živel, da določeni ljudje promovirajo kao bazično dieto, zaradi tega, ker mi smo zdaj, ko je ta procesirana hrana ful zakisani in to povzroča raka in boš ti zdaj s tem, ko boš pa jedel, ne vem, sam sadje, pa sam sadne sokove, spremenil pH krvi, da ga boš znižal v bolj bazično in s tem boš ti pozdravil raka. Ne vem, koliko bullshitov je bilo zdaj na trenutek, ko sem naštel, ampak ena izmed najbolj glavnih stvari je, da ti z dieto, če ne boš zdaj jedel sode bikarbone vsak dan po pol kile, kar bi itak povzročalo še druge težave, ne vem, da bi bil skozi na ali pa karkoli, ti ne moreš znižati pH krvi s prehrano. Mislim, res težko, razen če imaš nek zdravstven, nek problem, ampak človek, ki nima nekih zdravstvenih težav, ki je pač normalen človek, pa je mogoče malo pretreniran oziroma malo utrujen pa to, pa tudi če ima raka, ne boš znižal pH krvi s prehrano, zaradi tega, ker je pH krvi je ena stvar, ko je v telesu najbolj nadzorovana, oziroma ena od stvari, ko je v telesu najbolj nadzorovana. Če se pH krvi spremeni, naprimer pH krvi, mislim, zdaj bom na pamet rekel, je tam okoli 7,35, nekaj takega. Se pravi, je rahlo kisla. Zdaj pa, telo to tako tesno ravna, da če se pH krvi spremeni za 0,1 oziroma 0,2, ne, 0,02, se pravi, če se spremeni 7,35 na 7,37, bo telo dalo celotno energijo sam za to, oziroma velike energije sam za to, da bo pH krvi nazaj naravnalo na 7,35, če je 7,35. Se pravi, skozi tam okoli 0,01, 0,02 okoli se suče. Se pravi, pH krvi ti ne boš nižal. Še z ne vem kakim treningom, kot je za kisa, je puferski sistem tako učinkovit, da laktat itak že sproti kuriš, načeloma, tistega laktata, ko pa ne moreš sproti kuriti, se pravi, ko se ti nabira pa v mišicah, niti ne toliko, pač ne boš ti, niti s treningom ne boš zakisal krvi, tej, ko si zakisan, ko imaš povišen laktat, ko ti pade pH, oziroma, ja, ko ti pade pH v teleso. Teda ja, pač s prehrano boš res težko spremenil pH krvi. Je pa res, da mogoče določene stvari, če naprimer pretiravaš z mlečnimi izdelki, če pretiravaš z določenim tipom treninga, se lahko malo zviša tvoj pH v telesu, naprimer v urinu, tam se lahko najbolj pokaže, se ti lahko zviša pH, kar pa lahko bolj poskrbiš, pač ne vem, zeleni čaj lahko zniža pH. Se pravi, načeloma jaz, ko sem včasih, ko sem ful veliko mlečnih izdelkov užival, pač je res veliko, ne vem, to je bilo 7-8 litrov mleka na teden, navadnega, plus da čokoladno mleko še ne štejem po treningu. Ko sem pil, preden sem začel piti zeleni čaj, to je bilo v gimnaziji, sem imel rahlo zakisano telo, tako sem delal kri sproti, da sem si malo preverjal. Potem pa, ne vem, nekaj sem zasledil, pa te še nisem gledal nekih raziskav pa to, in sem začel piti zeleni čaj, itak namesto kafeja pa to, zaradi energije, ampak
pol, ko sem si šel čez en mesec zmeriti spet, oziroma stestirati kri, edino, kar je se spremenilo v mojem režimu, je bil zeleni čaj, da sem ga dodal. In je dejansko se mi malo pH znižal. Treningi se mi niso spremenili, še celo so bili malo težji, da bi bilo še načeloma bolj zakisano lahko telo, ampak ja, zeleni čaj mi je mogoče malo znižal. Teda zeleni čaj je ena taka stvar, ni pa zdaj to, da boš pa zeleni čaj pil, pa si boš znižal pH, pa boš bolj zdrav. Ne, pač lahko si pomagaš, ampak prva stvar, urejena prehrana, če zaužiješ tedensko oziroma dnevno vse tipe živil, čim več zelenjave, pa malo sadja, pa malo mesa, pa malo pač karkoli, stročnice, ogljikohidrati iz krompirja, ogljikohidrati iz kruha. Pač se pravi, raznolika prehrana bo kislo-bazično ravnovesje zrihtano. Tule se nimaš kaj zabati. Teda, to je to. Sem še kaj pozabil? Ne. To je to. Tretje vprašanje je vprašanje glede na to, da je kokosovo maslo maščoba, koliko ga je pametno zaužiti. Zdaj, to je spet eno tako živilo, oziroma spet eno tako vprašanje, ko se ljudje razdelijo na dve polobli. Imaš ene, ko ful podpirajo kokosovo maščobo, kokosovo olje, kokosovo maslo, kakorkoli pač zaradi različnih učinkov, pa imaš pol drugo poloblo, ko pa je kokosovo maslo oziroma karkoli iz kokosa je pa smrt, predvsem zaradi maščob. Zdaj pa res je, kokosovo maslo vsebuje 99% maščob, samo to je logično. Isto vsebuje maslo, toliko maščob, isto vsebuje pač to je maščoba. Ampak od tega je 40 do 50% kratkoverižnih maščobnih kislin. Zdaj pa kaj je fora, mislim, zakaj je to pomembno. Mi imamo maščobne kisline, ponavadi se delijo na nasičene, na večkrat nenasičene, na nenasičene. To je glavna delitev. Pa imaš pa dolge maščobne kisline, srednje verižne maščobne kisline, pa kratkoverižne maščobne kisline. To je pa zdaj spet, kako učinkovito lahko telo uporabi tisto maščobno kislino. In naslednja stvar je pa, da imaš ljudje se bojijo zdaj, ko čujejo pojem nasičena maščobna kislina. Nasičena maščobna kislina pomeni, da je telo zelo težko, oziroma da je ne more uporabiti, zaradi tega, ker ima vse vodikove vezi zaklenjene in se ne more nič kaj gre vezati. In taka maščoba gre načeloma lahko direkt v maščobo. Ampak če zadostimo kalorijskim potrebam, pa jih pojemo, ne vem, do 8 gramov nasičenih maščob, celokupnih maščob na dan, ni nobene panike, ne povzročajo raka, ne povzročajo srčno-žilnih bolezni, nič. Bolj problem so transmaščobe. To so pa maščobe, ko jih telo nikakor ne more uporabiti za nič, ker so visoko predelane maščobe, tiste maščobe so pa dejansko strupene in povzročajo srčno-žilne bolezni. Tu je pa smernica maksimalno 2 grama na dan od celokupne maščobe. Se pravi, ja, to so v bistvu dolgoverižne maščobne kisline, pa transmaščobe, pol pa nasičene maščobe. Zdaj pa kaj pa fora srednjeverižnih, pa kratkoverižnih maščob. Bolj ko je kratka veriga, pa če je nenasičena maščoba, se pravi, da ima proste ogljikove vezi, oziroma da ni vezano nič kaj gr, lahko telo to uporabi, se veže, ne vem, glukoza, se veže nekaj druga. V glavnem telo jo lahko uporabi za metabolne procese in se ne pretvori direktno v maščobo. In to dejansko kokos vsebuje, 40 do 50%. So pa srednje verižne maščobne kisline, ki se jim reče MCT maščobe, to so medium chain triglycerides, neko tek se izgori, v glavnem, MCT olja, verjetno ste že zasledili, kje je MCT olje za kakšne športnike, ko se zdaj ful promujera, še posebej pri ketonski dieti za kognitivne sposobnosti. Je res, da lahko možgansko bariero prestopijo, tudi malo bolj z lahkoto, kot pa kakšne druge stvari, pa je res, da lahko telo kratkoverižne maščobe uporabi za energijo takoj. Se pravi, dejansko kokosova maščoba se lahko uporabi za energijo in se jaz ne bi izogibal. Je pa res, da je spet fora, da poskrbimo našim potrebam telesa. Kalorijskim in pa ali si bolj aerobni športnik ali si bolj anaerobni športnik. Zdaj, aerobni športnik bo rabo malo več maščob, pa malo manj ogljikovih hidratov. Tudi, če ni na ketonsko prilagojen, oziroma če je čisto druga stvar, v glavnem, malo več maščob, malo manj hidratov. Čeprav je res, da tudi zdaj aerobni športniki, naprimer na maratonu, lafajo na 75% maratona lafa na ogljikove hidrate. Ampak še vse, jaz bi vsaj mogoče tudi začetnikom dal, mislim, vse to zdaj ni važno, nekaj sem spet skoraj zašel. V glavnem, ja, za anaerobne športe boš rabo malo manj maščobo, malo več ogljikovih hidratov. Ampak to je tema za drug Q&A, če nem preveč spet naklada.
Je pa še ena stvar, MCT olja so zdaj po raziskavah se vidi, da tudi malo na vnetje vplivajo, se pravi malo jih znižujejo. Čeprav niti ne toliko MCT maščobe nasploh, ampak laurinska kislina, ki jo pa edino kokosova maščoba vsebuje od maščob, je pa laurinska kislina. Laurinska kislina je pa dejansko v raziskavah bilo pokazano, da pomaga pri zniževanju oksidativnega stresa, se pravi, ko nastaja skozi cel dan, pa predvsem na treningih za športnike. Znižuje tudi vnetja, ki so tudi lahko posledica oksidativnega stresa, oziroma vnetje je posledica. To dvoje lahko vpliva tudi na prebavni trakt, še posebej, naprimer, če imaš fasting, pa da z kokosovim oljem razbiješ fasting. Laurinska kislina pomaga tvoriti sluz okoli tankega črevesja in je bolj selektivno prepustna in je bolj zaščitena. Tisto sluz je nujno, da je na tankem črevesju. Se pravi, ima v bistvu bolj kot ne, jaz še nisem zasledil negativnih posledic jemanja oziroma uživanja kokosovega olja. Če je to seveda, da ni pol sklede na dan. Se pravi, da ko pečeš pa še to, kokosovo olje ima ful veliko gorišče, ali kako se temu reče. Se pravi, lahko ga uporabljaš za pečenje stvari, ko se pečejo na visokih temperaturah. Jaz sem včasih sicer mislil, da ne moreš zaradi tega, ker lahko spremeni svojo strukturo, ampak sem zdaj videl, da je nova raziskava pokazala, da dejansko se kokosovo olje hladno stiskano, nerafinirano lahko uporablja za pečenje na visokih temperaturah. Tako da ja, to je to. Zdaj upam, da sem vse povedal, kar sem mislil, ko sem čisto zatal. Jaz sem še kaj pozabil. Četrto vprašanje je pa vprašal en kolesar spet. Je pa vprašal, kaj jesti pred 2-urnim kolesarjenjem, večinoma aerobno, cca 30 minut prej. Zdaj, itak je ful individualno, ampak če bi upoštevali neke splošne ljudi, se pravi, da nima nekih problemov z prebavo hranil, pa da nima nobene alergije, naprimer na laktozo ali pa na gluten, pa da je kakor toliko pripravljen, pa da ima kakor toliko natreniran prebavni sistem, da lahko absorbira hidrate pa hrano pa to. Zdaj, če me ravno vprašal, naprimer pol ure prej, jaz predvidevam, da nima nekih problemov z absorpcijo oziroma z to, da bi se mu zaležalo, tako imam naprimer jaz. Ja, zdaj pa prva stvar, ko je pomembna, je to, da se zavedamo, da je to aerobni trening. Se pravi, bo nizka intenzivnost, mogoče bo trajala malo bolj dolgo, se pravi, ki se je napisal 2 uri. Se pravi, nizka intenzivnost 2 uri kolesarjenje. To pomeni, da bo bolj ko je natreniran sicer, ampak uporabljal bo večinoma maščobo, pač gorivo iz maščobe bo prihajalo. Itak bo še vseeno fosfatni sistem izravno deluje, pa tudi ogljikove hidrate se porablja, ker pri nobeni aktivnosti ti ne porabljaš samo enega goriva, ampak bo pa večinsko, zdaj pa bolj, če je bolj natreniran, bo še več uporabljal maščobe, če je manj natreniran, bo mogoče malo manj maščobe uporabil, ampak načeloma glavno gorivo je maščoba. Se pravi, je s tem, ko je glavno gorivo maščoba, pol zdaj vemo, kako bi mi obrok sestavili približno. Zdaj pa čisto odvisno. Jaz bi za maščobne vire gledal ali oreščke, ali bi gledal kokosovo olje, ko sem naprimer ga prej v prejšnjem vprašanju omenil, ali pa bi gledal naprimer maščobo iz jajc. To so zdaj trije teti, ko so fajn viri maščob, pa da so malo bolj dolgotrajni, da ne bo zdaj to pa da je tudi lepa količina, da ni zdaj samo 2 grama maščob, bo rabo malo več. Viri iz ogljikovih hidratov bi bili zdaj, ali bi bilo sadje, ali bi bil toast, oziroma kruh, ali bi pa bili, ne vem, ovseni kosmiči. Sicer jaz bi ovsene kosmiče, jaz jih drugače nikoli ne namakam oziroma prekuhavam, ampak mogoče bi za nek trening imel prekuhane oziroma malo zmlete, da jih telo malo lažje samo pol razgradi in učinkovito uporabi energijo. Ampak, če bi imel zmlete, oziroma da bi imel celo prah ovsenih kosmičev, bi vsaj imel polno zrnate, ker pol bo še vseeno malo več vlaknin ostane, kot zraven navadnih, onih predelanih, belih. In se bolj cukor hitreje dvigne. Vlaknine pa poskrbijo za malo bolj konstantno energijo. Od proteinov pa itak, če imaš jajca, imaš tam zraven zdaj fajn aminokislinsko sestavo, tudi v oreščkih imaš nekaj aminokislin, kar ti lahko pomaga, ali pa bi esencialne kisline pač dodal, če bi bilo, ne vem, da bi jedel nekaj, kar nima zdaj aminokislin, da bi vzel sadje, pa oreščke, bi mogoče, da bi aminokisline oziroma beljakovine povečal toliko, da nisi glih, da malo telo ima še kot goriva iz aminokislin, iz esencialnih bi dodal esencialne aminokisline 5 gramov. Pravi, kaj bi pol za obrok? Lahko bi vzel
jajca, avokado, sadje, lahko vzameš grški jogurt, oreščki, med je še fajn za ogljikove hidrate, super, pa za gorivo za možgane, pa te, ker ima glukozo, pa mislim, fajn je. Se pravi, grški jogurt, med, pa neki orehi, ali pa arašidi, ali pa neki, to se da vse skozi zmešaš, pa imaš tak, ne vem, kaj je to, jogurt, puding, karkoli. Potem smo rekli jajca, avokado, sadje, pol kombinacija tetih ovsenih kosmičev z arašidovim ali pa mandljevim maslom, to, da je malo maščobe zraven še, pa proteinov, ko jih itak dobiš iz oreščkov ven, ko so zmleti. Ali pa, ne vem, sem tudi že testiral na plavalcih ali pa na kolesarjih tudi kombinacijo esencialne aminokisline, med pa kokosovo olje. Tudi fajn deluje, edino kar je problem, če je, jaz ko sem na primer sprobal na oviratlonu, je bil mal preveč intenziven tempo za mene, glede na to, koliko meda sem vzel, oziroma jaz predvidevam, da je bilo malo premalo ogljikovih hidratov in sem na enem 7 km ugotovil, da mi malo zmanjkuje glukoze, vsaj počutil sem se tako, da ne imel energije in bi mogel vmes še eno rundo vzeti. Tako da, če vzameš esencialne aminokisline, med pa kokosovo maslo, malo povečji vnos kokosovega masla, pa malo več meda. Tako da imaš, če ne si pa za zraven vzameš, za vsak slučaj za vmes. Ampak načeloma pri aerobnem, mislim, da ne bi smelo biti težav. Oviratlon je bil malo kar bolj, sem nekaj 150, 160 pulza poprečnega. Malo sem pocenil. V glavnem ja, pač, ne vem, sem še tu kak tak obrok dodal, da bi, arašidovo maslo, kosmiči, jajce, perin, kruh. Ja, to je cela logika. Se pravi, aerobno lahko malo povečaš maščobe, pa jaz bi izbiral iz kokosovega olja maščobe glih zaradi tega, ker ima prej že, ko sem omenil, kratkorižne maščobne kisline, ko se bojo dejansko lahko uporabile v namene energije, oziroma da boš lahko ti že kar takoj, ko boš šel gor, začel uporabljati maščobe tudi, da ne bo rabilo telo narediti prehoda iz ogljikovih hidratov pa fosfatnega sistema v maščobe. To še vsem telo malo več cajta rabi, pa malo več energije porabi za to, ko pa če ti že vneseš kokosovo olje, ne vem, če greš to zjutraj na tešče, da daš kokosovo olje not, bo še vsem cirkuliralo malo več kratkorižnih maščobnih kislin, ki jih boš lahko bolj kot ne takoj uporabil. Teda ja, to je v bistvu to. Evo pa še zadnje vprašanje je pa, instant polenta ali žganci ali zdrob, ja ali ne? Kaj pa krvavice? Zdaj mislim, jaz proti nobeni hrani nimam, nič nimam proti nobenih, mislim, tudi če je hrana, kot so krvavice ali pa, ne vem, neke domače pice ali pa kaj, jaz nimam kaj proti tem, zaradi tega, ker jaz še vseeno mislim, da je, jaz se strinjam, pa tudi to pri svojih strankah delam, pa pri sebi pa povsod, da je treba v prehranskem režimu ne poskrbeti samo za telo, pa za optimalno delovanje telesa, ampak tudi za svojo dušo. Se pravi, s tem pa, to pa lahko poskrbimo na tak način, da pojemo tu pa tam, kdaj kako sladico na teden, da pojemo tu pa tam, kdaj kako smetano omako, kako pico, kakve testenine z ne vem kakimi pač dodatki, žgance, krvavice. Čeprav dejansko žganci sploh ni slabo, zdrob tudi sploh ni slab, ima veliko prehranskih vlaknin, ima tudi neki beljakovin, ima ogljikovih hidratov, načeloma z žganci pa zdrobom bi jih jaz dal kot v redno prehrano. Krvavice so mogoče malo bolj, imajo malo več nasičenih maščob, nimajo sicer transmaščob toliko, še posebej, če so prav narejene, da niso zdaj ne vem koliko predelane, pa ne vem na kakem slavem olju, ampak če greš ti, ne vem, nekam v hribe, pa da dobiš tam krvavice, tam dobiš res vredi krvavice. Če to ješ enkrat ali pa dvakrat na teden, hvala Bogu, nič ne boš s tem narobe naredil. Ti sam poglej, da imaš poskrbljen kalorijski dnevni vnos, pa kalorijski tedenski vnos. To sta dve stvari, ko sta najbolj pomembni. Zdaj pa, če se ti pa lušta krvavica enkrat ali pa dvakrat na teden, jih pa jej. Jaz pri svojih strankah načeloma celo tudi tako naredim, da ima en dan, ne samo da lahko med tednom že tu pa tam poje kaj takega, kar pač se lušta, ne vem, burek, eni so bolj za čipse, eni so bolj za sladkarije, ampak da ima en dan v tednu, ko kot prvo povečama kalorijski vnos, če naprimer hoče shujšati, ga prvo itek zmanjšam, ne vem, za 200-300 kalorij, pa ima skozi cel teden 200-300 kalorij manj, tudi če je kjer dan sladoled, pač toliko manj pojeda, za dan ima ne kalorije. Pa ima pa en dan, če ona porabi 2500 kalorij, pa čez teden je 2300, ima en dan 2700 do 2800, tako da ima 200-300 kalorij več. To pa zaradi tega, da poskrbimo za metabolizem. Zdaj je tak, če mi
delamo neko dieto oziroma prehranski režim, kjer poskušamo hujšati. In zdaj to na dolgi rok sicer je vzdržno, če je narejeno na pravi način. Telo je pametno. Ko bo telo videlo, da ti zmanjšaš kalorije, se pravi pod to, koliko jih v bistvu porabiš, bo telo začelo manjšati metabolizem. In bo tudi metabolizem začel biti bolj počasen. Se pravi, če boš ti jedel 2300 kalorij, porabiš jih 2500, bo telo znižalo porabo kalorij na 2300. In pa boš ti mogel znižati iz 2300 na 2100, da boš lahko spet hujšal. Zdaj s tem, ko pa enkrat tedensko ti kalorije povišaš, je pa telo sicer imaš ti 5-6 dni kalorijski deficit, pa glih, ko telo misli, ok, bom jaz zdaj mogoče malo počasnil metabolizem, daš pa ti neko bombo sred tedna oziroma kdarkoli pač si namisliš in reč, še vsem dobim neki kalorij preveč oziroma moram malo bolj delati, metabolizem. In se je zdaj pokazalo po raziskavah, da sta najbolj učinkovita enkrat tedensko, da je više kalorije en dan ali pa na vsake 4 tedne. In zdaj ljudje večinoma, ko gledam, prakticirajo na vsake 4 tedne. Sem pa gledal raziskav, zdaj to, ko sem jaz gledal, je pokazala, da je bil malo bolj učinkovit tudi tedenski. Ampak smo pa različni ljudje. Eni zdaj rabijo full strog jedilnik, pa res na vsake 4 tedne to naredijo, eni pa bolj paše, pa so mogoče, hoče malo manj strogega, ali pa so bolj sladkosnedi, ali pa imajo malo bolj problem, karkoli, pač jim paše enkrat tedensko. In jaz zdaj opažam, da tudi z strankami, pa vsemi, ko imajo full so zadovoljni, pa full lažje jim je držati na dolgi rok dieta. Se pravi, kaj je sploh vprašanje? Krvavice, žganci, polenta, zdrob. Ni nobene panike. Ti sam poskrbi, da imaš dnevni pa tedenski kalorijski vnos tak, ko ga rabi za to določen cilj. Priporočam pa, da poješ kaj takega, da poskrbiš tudi za svojo mentalno vzdrževanje diete, ne samo telesno. Ne bo ti pa nič zasralo športni performance ali pa, da se boš takoj zredil. To se pa ni treba bati. Ok, zdaj še pa ena stvar, je pa, sicer ni vprašanje, tule, sem pa na prvem Q&A videu na YouTubeu, ko sem ga delil, mi je Mitja komentiral od spod eno vprašanje, pa ga bom zdaj povedal, preden ga pozabim, ker preden prijem jaz do konca teh vprašanj, ko imam zdaj nastavljene, bom tudi že zdavnaj pozabil. Vprašal me pa, mislim, evo ga, vprašal me pa, če bi lahko navedel oziroma napisal, kje jaz dobivam informacije oziroma kjere podcaste spremljam, pač v glavnem, kje jaz dobivam informacije. Se pravi, jaz imam full probleme z branjem knjig. Mora biti res zanimiva knjiga, tako je na primer ta knjiga Biohacker's Handbook ali pa neka, na primer, Moč prehrane v športu, ko je bila res zanimiva. V bistvu sem z Moč prehrane v športu jaz začel. Se pravi, če bi kaj priporočil Moč prehrane v športu, za vse, ko jih zanima prehrana, pol pa itak sam gradiš naprej. Priporočil bi Biohacker's Handbook, iz vidika prehrane pa iz treninga, imaš pa še tudi možgane pa dušo pa vse neter. Ampak to je tudi ena knjiga, ko mi je ful zanimiva, pa je dejansko se dam co, da jo berem. Pol imaš pa od podcastov je pa tak. Jaz načeloma z podcasti sem v bistvu začel pri Joe Roganu, ki ga verjetno večina ljudi pozna. Ampak on sicer zanima samo nutricionistov pa trenerjev, on ima tisto, kar njega zanima, ima pa tudi med tem nutricioniste, trenerje, psihologe, karkoli. V glavnem, jaz gledam pač iščem trenerje, nutricioniste, psihologe pa take stvari, ko je pač moja tematika oziroma s tem, kar se jaz ukvarjam. Se pravi, Joe Rogan, pol iz Joe Rogana, če grem na profil od onega, ko ga je intervjuval, pa da ima on s kom intervju, pol gledam še tistega, drugače pa najbolj glavni je pol Joe Rogan, Rhonda Patrick, ko je bila tudi pri Joe Roganu Ben Greenfield Fitness, oziroma Ben Greenfield, ampak Ben Greenfield Fitness je njegova stran, on je pa kao njegova tematika, ali kako bi temu rekel, s čim se on ukvarja, je bolj, kako so živeli ljudje v starih cajtih, pa kako poskrbeti za dolgo življenje, iz vidika prehrane, iz vidika treninga, iz vidika biohackinga. Biohacking je v bistvu samo to, da ti, ne vem, biohacking je že to, ko ti jemlješ, ali pa ko jaz jemljem esencialne aminokisline, ali pa ko jemljemo omega 3, ali pa ko grem, ne vem, ko vzamem CBD pred spanjem, da mi v spanci poviš, to je na primer biohacking. Biohacking zdaj ne pomeni, da ti ne vem, kaj delaš. Teda ja, Ben Greenfield Fitness je pol glavna in je pol tudi tak, Ben Greenfield ima, ne vem, 127 podcastov z 127 različnimi gosti in to so gosti, ko so dejansko, ne vem, doktor sam za esencialne aminokisline, doktor sam za psihologijo športnikov moči, doktor za prehrano, za vegetarijansko prehrano, doktor za mesno prehrano in pol tam pač spremljam. Pa grem na njihove profile in pol tam gledam njih in pol spet on ima kakega, se pravi pač full je. Za sebe
Kar pa berem, so pa raziskave, to je pa itak. Jaz uporabljam najbolj PubMed 99%, če kaj hočem znati, grem na PubMed pa napišem, ali pa na Google napišem, ne vem, omega-3 povečuje proteinsko sintezo, raziskava, pa dam na Google, pa mi itak Google najde raziskave. Teda, to so glavni veri, pač ni zdaj neka umetnost, pa ful je veliko tega, pač vedno, ko nekaj novega zvem, vidim, da pojma nimam, v čem, mislim, da še pojma nimam, da vem glih 4% tega, kar bi lahko vedel. Tako da ja, tako da sem odgovor na Mitja to vprašanje, ko je zdaj že čakal en cajt, pa da slučajno pozabim. Ja, to je pa to. Bom probal še čim bolj hitro noga narediti, zaradi tega, ko, mislim, res me veseli, da ste zadovoljni. Zdaj pa sponzorji. Čajnica čaj. Priporočam tudi beli čaj Silver Pearls, drugače pa kjerkoli čaj. Bom pa zdaj tudi pride objava ven v enem rdečem čaju, oziroma v rojbuš čajih, ker sem prebral 2 ali 3 raziskave, ki jih bom tudi navedel, da pomagajo pri tvorjenju kostnine, kar me je ful začudilo, pa je zelo zanimivo. Imam tudi en rdeči čaj, ampak v glavnem, čajnica čaj, ko lahko dobite kodo s popustom za 15%, koda je ANZE15, vse z veliko 15, bom itak še dal v link. Pol je esenca magnezijev olje, to je magnezijev olje za 800 vpihov, nanesi si ga na kožo, pustiš 5 do 10 minut, pa imaš absorpcijo tam, ko jo rabiš, lahko ga uporabljaš kot preventivo, lahko ga uporabljaš, če imaš krče. Pol je pa še tretji sponzor, je pa Feng Cha trgovina. Za magnezijev olje je koda ANZE10, oziroma ne, popust 10, POP10. Vse z veliko isto, POP10, pa imam pa Feng Cha trgovina, je pa tudi, jaz predvsem zaradi njihovih medicinskih gob, sem jih prosil, ker imajo res kvalitetne, v Sloveniji vzgojene, bio, jaz uporabljam resastega bradovca, Cordyceps, pa mešanico za imunski sistem, vse lahko dobite na linku, ko bom ga linko, koda za popust je ANZE10, je pa 10%. Se pravi, magnezij pa Feng Cha je 10%, čajnica čaja pa 15%. Vse bom linkal od spod, za vsako vprašanje, ko boš pregledal po trgovinah, če te bo kaj zanimalo, kaj bi tebi koristilo iz trgovine, kaj bi rabo, piši, pa ti bom jaz odpisal. Teda, to je to. Hvala lepa za ogled. Če ti je bilo zanimivo, stisni kak like, lahko deliš video, pa če hočeš, je na YouTube en zvonček, na desni strani se mi zdi od spod, pa lahko klikneš te zvonček, pa boš naročen na moje videe. In vsakeč, ko bom video objavil, boš ti takoj vedel. Zaradi tega, ker jaz ga objavim na YouTube, pa ga na Facebook še ne objavim takoj, ker imam pač druge objave, in pol pač sproti objavljam. Tako da, če se hoče, se naroči, pa boš imel vsakeč, ko bom objavil nov video, takoj boš vedel. Hvala lepa.